Uporaba ceste z namenom oviranja ali preprečevanja prometa je prepovedana. Zoper kršitelje bomo ukrepali. Kadar si sami pošljajo metke na domače naslove, smo posebej simbolično poimenovali to delo z takim zelo pomenljivim slovom. To ni grožnja, skratka, to ni grožnja smrtjo, to je zgolj simbolični prikaz, kako bo ta minister, kot tudi vsi ostali, po 24.4. dejansko končal ne na smetišču, ampak dejansko v košu za smeti zgodovine preko tega procesa razgradnje in nepovratnega zleta v obstranske analne zgodbe oziroma v anale slovenske politike kot najslabši, kot definitivno najslabši minister za kulturo vseh časov oziroma v celotni slovenski zgodovini. To je neprecenljivo delo protestniškega gibanja in zdaj naredili prispevali svoj delež k ohranitvi drame, ki se razpada. 15, tam je gospa v drugi vrsti. 16, ok, dobro, da bo 20, mogoče 20, aha, gospod Žutko, 20 evrov za tole neprecenljivo, simbolično delo dekonstrukcije kriminalne strahovlade. Bi kdo ponudil 25 evrov, 25 evrov, tamle gospa z rdečim trakom, piščalko, rumeno, 25 evrov tukaj na moji desni, lahko se tudi združite s prijatelji, vas več skupaj investira, si delite lastništvo, 25 evrov, da kdo 30 evrov za tole čudovito protestniško delo, 30 tamle od zadnji, ja? Gospodična da 30 evrov iz zadnje vrste, odlično, 30 evrov imamo, 35 evrov, slišim kje, 35 evrov, je kdo popravljen, lahko jo obesite doma na hladilnik, 35 evrov za gospod Spiščalko, 35 evrov, 40 evrov, da kdo 40 evrov za obnovo drame, to sem pozabil povedati še enkrat podak, 40 evrov, ki jih bomo, 45 gospa, 45 evrov, odlično, neverjetno, 50 evrov, zdaj obstaja nevarnost, da nas bo obtožili, da smo polni denarja, ne, kot to radi počnejo, da so sami prvorazredni tukaj, ampak mi vemo, da to ni res, da nam je samo veliko do kulture in da nam ni žal lastnega denarja za kulturo. Imamo 50 kulturnika, ki je zaslužil za prodajo svojih plošč, ali pa mogoče še računa na to, da bo dejansko s prodajo svojih plošč dosegel 100 evrov prvič, drugič, tretjič, prodajo! Za 100 evrov, kar sem kolena, ja. Izvolite, tukaj ste lahko od blizu ogledate. Ja, še jaz bi se res zahvalil, to sem naredil prvič v življenju in upam, da ne zadnjič to gledam kot naložbo, to resnično mislim. Bi prosil samo, da mi izstavite račun, ker za razliko od Vizjaka jaz davke plačujem, za razliko od Janeza jaz plačujem davke v Sloveniji in voljivcev denarja ne peram v Banjaluki. Tako da, hvala lepa za dražbo, jaz grem po gotovino in se vidimo v kratkem. Hvala za to čudovito dražbo, ne pozabimo občutek. Instalacija se je vzdignila, njihov čas je zelo omejen, 149 dni, potrudili se bojo seveda v tem času narediti čim več škode, možno da bo škode za več let, ampak na koncu bomo zmagali.